Lep pozdrav, drage gledalke in gledalci v oddaji Županova ura. Tokrat je naš gost, župan občine Mokronog Trebelno, Franc Glušič. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Lep pozdrav tudi vam. Za začetek morda ocenite minulo leto, kakšno je bilo za vas, za vašo občino? Ja, jaz mislim, da smo leto zapeljali v pravi smeri. Nenazadnje izvedli smo kar nekaj projektov, na drugi strani pa zastavili dolgoročno plane, ki bodo dali dobre rezultate. Tako v smislu razvoja same občine, kot tudi v tem smislu, da bomo na materialnih stroških nekaj privarčevali. Jaz mislim, da samo finančno stanje v občini, da je v redu in da je to dobro izhodišče za naprej. Funkcijo župana upravljate zdaj dobri 2 leti. Kako ste zadovoljni z razvojem občine v tem vašem času? Saj pravim, jaz mislim, da občina gre v pravi smeri. Nenazadnje na začetku smo seveda iz prejšnjega mandata dobili nekaj neporavnanih računov, pa ne v tem smislu, ampak seveda projekti, ki so se izvajali na koncu mandata, so bili potrebni in nekdo je pač moral prevzeti to. Bili so tudi narejeni, dokončani, tako da, ja, jaz mislim, v vsakem primeru je šlo to v pravi smeri. Seveda, na začetku mandata, ko dobiš take obveznosti in ko pričneš razmišljati, kako boš se to poravnal, je pa seveda to izziv, ampak nenazadnje mi smo v dobrega pol leta to poravnali. Mislim, da smo potem postavili dobra izhodišča za poslovanje občine naprej. In finančno stanje v vseh teh 2 letih, 2,5 letih je vedno pozitivno in zelo dobro. Lahko rečem, da zelo dobro. Vsi projekti tečejo. Lansko leto smo zaključili proračun za realizacijo v višini nekje 90%, predlansko leto v višini 93%, tako da v takega v bistvu realizacije proračuna v preteklih letih za nazaj še ni bilo. Smelo gledamo naprej z novimi projekti, z novimi izzivi, gradnjami, tako da jaz verjamem, da gre v pravi smeri. Glede na to, da je vaša občina precej razvejana, imate vselej veliko dela na cestnem področju. Kaj ste uredili, postorili lani? Ja, lanska leta seveda kar nekaj rekonstrukcij cest, globinskih sanacij po celotni občini, po območju celotne občine. Večji projekt je bil seveda izgradnja pločnikov ceste, kolesarske steze in javne razsvetljave v Hrastovici. V višini 390.000 evrov je bil financiran projekt. Letos čakamo na razpis države, kjer subvencioniramo izgradnjo pločnikov na Puščavi, izgradnjo kolesarske steze, prestavitev električnih vodov in pa seveda javne razsvetljave. 3 mostovi se bodo rekonstruirali, tako da kar lep projekt tudi v višini 3.200.000 evrov. V lanskem letu smo zgradili tudi sončne elektrarne. Jaz mislim, da je naložba bila prava. Odločbe, ki smo jih dobili iz Borzena za povrnitev za nepovratna sredstva, so nam bila dodeljena v višini 75.000 evrov. 205.000 evrov je bila, oziroma 211.000 evrov je bila sama vrednost projekta, ki smo jo sfinancirali. Ko gledam v teh sončnih dneh, ko so seveda izkoristek in pa kako delujejo elektrarne, jaz mislim, da kar v redu, nenazadnje zadnji računi in pa tudi tisti del, ki je javnosti bil bolj nekako v zadnjem tem obdobju, na katerega je bila javnost bolj občutljiva, se pravi te omrežnine. Jaz moram reči, da so omrežnine za občino na 2 objektih nižje. Ne bom
čist mogoče natančno rekel, za kateri objekt, ampak imamo dve elektrarni, eno na kulturnem domu in pa eno na občini. Na eni smo dobili 60 evrov višjo omrežnino, na drugi 140 evrov nižjo. Tako da izkupiček je jasen, se pravi tudi omrežnina nas dal. Izkoristek sončne energije in pa pridelava sončne energije za lastne potrebe in pa tudi oddaja v mreži, pa na Trebelnem in pa na osnovni šoli Trebelno in pa na osnovni šoli Mokoronog pa znatno višja, se giblje pridobivanje in pokrivanje električne energije tam okoli 70% v teh trenutkih, ki so bolj sončna obdobja. Pa gledano nazaj od tistega, se pravi 1.1.2025. Tako da neko obdobje, nek presek stanja v tem delu že imamo, čeprav lahko rečemo, da so v januarju in potem tudi v februarju še vedno krajši dnevi bili in pa da je bilo nekaj snega, nekaj dežja in tako naprej. Kar nekaj stvari si je oddelalo. Nenazadnje tudi v lanskem letu smo še vedno bili v odkupu gradu, urejanju gradu. To je tudi ena investicija, pripravljali smo projektno dokumentacijo. Ravno prejšnji teden smo imeli sestanek z projektanti za izdelavo PZI-ja, tako da pridobivamo gradbeno dovoljenje za različne projekte. Jaz mislim, da smo kar uspešni. Vrniva se še malo na cestno področje. Preboj Radna vas, leta 2022 je bila cesta odprta. Zdaj se projekt le bliža koncu. Kaj se je še dogajalo, kaj se še dogaja? V bistvu zdaj v tem trenutku ravno zaključujemo z izkopom izgradnje vasi. Praktično tisto, kar je nakopanega gramoza, je še aktualno in dodatna izkopavanja ne bo v tem trenutku, vsaj tako zdaj zaenkrat kaže. Radna vas se bo zaključila nekje tam sredi v jeseni tega leta. Gre za ureditev brežin, cestišča, varovalnih ograj in tako naprej. Ravno kar vzpostavljamo in rekonstruiramo tudi staro cesto nad Radno vasjo, neposredno nad predbojem, katero smo mogli zaradi poročila geomehanika tudi zapreti, ker je bila nestabilna. Tako da ta del ceste niveliramo, jo nižamo, utrjujemo in pa seveda na koncu bo sledilo asfaltiranje te ceste tudi. Tako da v letošnjem letu Radna vas verjetno, če ne bo kaj nepredvidenega, zaključen kot projekt v celoti. Sicer morda še kaj načrtujete na cestnem področju v tem letu? Kot sem rekel, seveda ena cesta je in pa obnova, rekonstrukcija, pa seveda izgradnja pločnikov Puščava. To je kar projekt, ki nas tangira v višini, subvencionira v višini skoraj 800 000 evrov, nekaj manj. Druga cesta je seveda sicer državna cesta, ki se bo delala zdaj v tem trenutku iz Mokorovnega proti Laknicam. Nekaj manjših odsekov imamo po celotni občini, gre za kategorizirane ceste. Nenazadnje en del v višini 50 000 evrov je tudi cesta, ki se pravi v gozdne poti financiramo v višini 50 000 evrov. Tako da tega je kar nekaj. Ravno kar smo dali projektno nalogo za prestavitev avtobusne postaje pa Gubčeve ceste v Mokoronogu pri osnovni šoli. Tam bomo zagotavljali na ta način več parkirnih prostorov v samem Mokoronogu, centru Mokoronoga, pa tudi lažji pretočnost, boljša pretočnost prometa in večjo varnost. Povejte, kako je urejeno vodovodno omrežje v vaši občini? Vodovodno omrežje, moram reči, da ravno kar včeraj smo pričeli z vrtanjem nove vrtine v Mokoronogu za vodovod. Se pravi vrtine, ki bo napajala sam Mokoronog in pa okoliške vasi.
Na tem delu na vrtini Ribje, ki je bila kar nekaj let že težava. Nekje 10 let se znižuje vodostaj vode na črpališču, na pumpi in seveda lansko leto je bila ta voda samo še 1 meter nad črpalko. To pa seveda je alarm, ki mora sprejeti neke ukrepe, ki na nek način zagotavljajo zmanjšano porabo vode ali pa seveda zagotavljanje večje količine vode. In druge variante resno niti ni bilo, kot da gremo v novo črpališče. Sicer v Mokronogu smo poskušali z nekim črpališčem, ki je bilo zgrajeno tam nekje po letu 1950 in voda je bila ustrezna, kvaliteta tudi, količine tudi, pa nam potem na inšpektoratu zdravstvenem niso dovolili priklopa tega vodnega vira na isti sistem zaradi samega kloriranja, ker lahko pride do različnih vrednosti klora noter v samem sistemu in potem je tudi to nevarno za ljudi. Tako da, ja, letos priklapljamo tudi vodovod Češnice, soglasja vseh vaščanov imamo. Gre za kar dobršen del vaškega vodovoda, kjer so izrazili ljudje željo, da jih priklopimo na javni vodovodni sistem. Urediti bomo mogli vodohram, ravno kar se projektira zgodba iz Rebri proti vasi Češnice. In jaz mislim, da v tem letu bo to zaključeno. Soglasja pridobivamo od lastnikov zemljišč, komunala je pa že sprojektirala, sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in seveda jaz računam tam nekje v jeseni, da bi projekt bi mogel biti zaključen. Vaščani vaškega vodovoda Strmica so tudi izrazili željo s podpisi, da jih priklopimo na vaški vodovod. Gre za velik sistem, kjer bo treba najti rešitve, verjetno še eno vrtino nekje na Trebelnem, v območju Trebelnega, zavrtati v naslednjem letu. Letos ugotoviti, zanalizirati skupaj s komunalo in pa z zavodom najti primerno mesto za vrtanje in seveda potem tudi ta del urediti. Kar nekaj projektov nas čaka na vodnem sistemu, velike izgube imamo. Lansko leto sem uspel, da se ravno zaradi tega dogovorim tudi z županom občine Šentrupert, da gredo letos v rekonstrukcijo vodovoda, dela vodovoda, ki ga napaja tudi naša vrtina, pa je tam večinoma, to je pa območje Bistrice in Prelesje, je pa tam večinoma azbestnih cevi in zaradi tega tudi velike izgube, tu 50%. Poglejva na kanalizacijsko omrežje, kakšni so tu načrti? Ja, ravno zdaj, preden sem prišel v studio, smo imeli sestanek z gospodom Kepom in pa z komunalo Trebne. Sprojektirano imamo ločitev komunalnih in pa, se pravi, fekalnih in pa meteornih vod v Mokronogu. Del tega so tudi, seveda, teh vod tudi poplavlja v Mokronogu in nenazadnje, ko pride do večjega deževja, po Mokronogu leži vse od blata do fekalij. Mokronog je po svojem imenu značilen za, da so mokre noge tam doma in seveda iz tega naslova je potrebno to na en daljši rok tudi rešiti. Mi bomo 3 take karake prenovili, ravno kar delamo in nadgrajujemo OPPN Škarpa in pa Paradiž, ki bo tudi zajemal prenovo enega dela, enega kraka tega vodovoda, oziroma vodovoda kanalizacije in pa vodov za meteorne vode in pa fekalne vode, se pravi ločitev. Nenazadnje pa posledica vsega tega je, da čistilna naprava ne deluje tako, kot bi morala, ker ko je dež, to odplakne vso biologijo, vso blato naprej iz same čistilne naprave. Tako da jaz upam, da na nek način bomo to rešili, vzpostavili boljše stanje. Hidrolog, ki nam dela hidravlično-hidrološko študijo, nam je danes povedal tudi, kakšne ukrepe bi še mogli narediti, zadrževalnike vode. Tako da ja,
Jaz upam, da v naslednjih letih bomo nekako poskušali vsaj umiliti to, kar se nam zdaj dogaja včasih, ne, ob večjih nalivih. Omenili ste že puščavo, kjer se bo v prihodnosti močno izboljšala varnost vseh udeležencev v prometu. Kako pa je s poslovno cono, kakšno je stanje tam, je kaj zaživelo? Je zaživelo, mi smo v tem preteklem času vzpostavljali na nek način ene pogoje, s katerimi bi vzpodbudili, da se prične gradnja. Zmanjšali smo komunalni prispevek za gradnjo industrijskih objektov kar za polovico. Nenazadnje v pogovorih z podjetjem SEP smo trenutno v fazi, kjer je doseženo neko soglasje, da se vendarle, da bo SEP pristopil k gradnji. SEP nas je zaprosil tudi za pomoč v smislu, da utrdimo samo zemljišče tam na tem delu obrtno-industrijske cone in seveda po sklepu občinskega sveta bomo tudi prispevali gramoz iz Radne vasi, ki je praktično za nas zastonj, saj gre iz kvote, tiste kvote, ki imamo mi po pogodbi letno zagotovljene zase. Na drugi strani na ta način se izognemo temu, da bi morali konec leta vračati 460 000 evrov evropskih sredstev plus obresti. Tako da glede na same obresti, na izračun bi to kar bila vsota blizu 600 000 evrov. Jaz sem vesel, da so nam lastniki in pa sam direktor SEP-a, da so nam prišli tako nasproti in da razumejo tudi to težavo in da taka finančna sredstva za občino pomenijo ogromno denarja in pa tudi ogromen izpad in da smo našli neko skupno rešitev in pa točko. Nenazadnje pa tudi skozi ta znižanje komunalnega prispevka vidim, da tudi podjetniki, da se je povečala gradnja teh tudi manjših industrijskih objektov. Gospodarstvo je pomembna panoga, kako skrbite za njegov razvoj v občini, poslovna cona je pomemben del tega, kaj ne? Seveda, to je en del tega. Jaz verjamem, da ko se nekje na enem področju nekaj začne graditi, da potem zaradi same inercije, da se posledično začnejo premikati stvari naprej in da se želja potem po graditvi v teh območjih tudi stopnjuje. Nenazadnje ta komunalni prispevek bo povzročil pri takih objektih, so lahko to sredstva, ki dosegajo 100 ali pa več 100 000 evrov, preko 100 000 evrov komunalnega prispevka. In jaz verjamem, da so to prave spodbude. Na drugi strani podjetnikom zagotavljamo garancijske sheme in pa seveda financiramo tudi obresti pri najemnih kreditov, ki jih imajo. Tako da neke spodbude dajemo, jaz verjamem, da jim tudi skozi sam OPN, se pravi urejanje prostora, prihajamo nasproti, kolikor nam seveda nudi država. Je pa na področju zakona o urejanju prostora, ZOREP, in pa zakon o graditvi objektov kar predvidenih nekih sprememb, kjer se bodo v prihodnosti lažje prihajali do nekih bolj sprememb v smislu urejanja prostora, ki so namenjeni za konkretne projekte, ki pomenijo nek napredek za samo lokalno skupnost. Se pravi, da bo občina lahko hitreje spreminjala namembnost teh zemljišč za določene projekte, ki pomenijo tudi strateški razvoj občine. Potrebe po predšolskem varstvu se tudi v vaši občini povečujejo. Povejte, kakšne imate načrte glede vrtca na Trebelnem? Ja, vrtec na Trebelnem je seveda potrebno razširiti. Na ta način se bo z gradnjo tega objekta sprostila tudi nekaj mest v Mokronogu.
kar nekaj ljudi iz Trebeljnega vozi otroke v vrtec v Mokronogu. Mi imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Lansko leto smo tudi kupili še dodatno zemljišče za vrtec. Tako da upajmo in verjamemo, da v letošnjem letu začnemo z gradnjo. Z Ekosklada smo dobili sklep oziroma odločbo za nepovratna sredstva. Čakamo razpis Ministrstva za šolstvo, ki bo verjetno tamle nekje okoli polletja. Nekako informacije imamo, da junij, julij. Če se bo vse to tako speljalo, začnemo v jeseni, konec leta graditi. Kakšna razširitev naj bi bila? Gre za dodatne 3 oddelke vrtca, tako da kar nekaj mest, ki bo in pa še rezervni prostor, ki bo zagotavljal dodatne možnosti. Je pa res potrebno to, šola Trebelno je na nek način stisnjena. Praktično smo, zato da smo rešili težavo, povečane število otrok, učitelje premestili iz zbornice v en manjši prostor in v zbornico pa, se pravi, v zbornici se zdaj pa izvaja pouk razredni. In seveda jaz se zahvaljujem ravnateljici osnovne šole Mokronog in pa seveda tudi vsem učiteljskim zborom na Trebeljnem, da razumejo to in da so sprejeli take pogoje dela, kar moram reči, da v tisti majhni sobici, kjer so sedaj, je res izredno težko. Zaradi tega se tudi trudimo, da bi čim prej začeli z gradnjo. Sredstva imamo, proračunu namenjena, gradbeno dovoljenje imamo, seveda je pri takih investicij še izredno pomembno to, da pridobimo še sredstva države. Načrtujete tudi enoto Doma starejših občanov Trebnje. Kako je s to namero? Kdaj jo nameravate uresničiti? Ja, mi imamo projektno nalogo narejeno, usklajena je bila z Ministrstvom za solidarno prihodnost, kar nekaj sestankov smo imeli gor, nekaj popravkov, tako da zadeva je v tej fazi. Ravno danes, ko je hidrolog prišel, smo za to območje moramo pridobiti tudi imeti hidravlično hidrološko študijo, ki seveda naslavlja tudi ukrepe, ki so potrebni za to območje, za tako gradnjo. In jaz računam, da če bomo pripravili vse tako, kot je treba, odkupili smo tudi zemljišče potrebno, tako da z naše strani imamo praktično skoraj vse zagotovljeno. Če bi vse steklo tako, kot je treba, jaz računam, da mogoče že v letošnjem letu na nek načelen dogovor tudi z državo, da se umesti v NRP, državni NRP, načrt razvojnih programov, da si zagotovijo sredstva, mogoče v letošnjem letu, konec leta ali pa v začetku drugega leta gradbeno dovoljenje, potem pa seveda, če bo v letu 2027 v NRP-ju tu, potem takrat gradnja, pričetek gradnje. Je pa moram reči, da so bili na ministrstvu zadovoljni, da nam imamo podporo tako od direktorice Doma starejših občanov Trebnje. Seveda naš ta dom bo enota Doma starejših občanov Trebnje. Na roko nam gre mogoče tudi to, da je nameravana ukinitev Doma starejših občanov oziroma enote v Šmarjeti zaradi samih stroškov in pa tudi oddaljenosti. In seveda to so stvari, ki na nek način dajo inercijo tudi temu projektu. Gospod župan, hvala lepa za enkrat. Prvi del najinega pogovora je končan. Mi pa županovo uro nadaljujemo z županovim gostom. V studiu se nam je pridružil Janez Dešar, župnik župnije Mokronog Trebelno. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Gospod župan, zakaj ste kot svojega gosta povabili župnika? Ja, prvič je to, da je neka nova oseba, bi rekel, že seveda nekaj časa v občini prisoten. Na drugi strani pa
Na nek način razveseljuje njegova prisotnost v občini. Zdi se mi kot preprost človek, ljudski, zna z ljudmi. Zelo dobro se je vključil tudi v družbeno življenje v občini. Nenazadnje naju povezuje tudi kar nekaj stvari, tako na področju gradbeništva in pa projektov v občini, kot tudi na področju športa. Je kolesar, jaz sem včasih bil zmajar, on je padalec, tako da evo, kar nekaj skupnih točk za pogovore in pa tudi za družbo. Gospod župnik, povejte, koliko časa že delujete v Mokronogu, kako se tam počutite? V Mokronogu delujemo od leta 2023, se pravi bo kmalu 2 leti. Od lanskega leta pa sem dobil tudi še župnijo Trebelno. Tako da sva sedaj z županom imava enako področje glede na teritorij in ljudi. Kako se počutite v tem kraju? Odlično. Povejte, koliko posluha ima občina za župnijske potrebe? Z občino sodelujemo zelo dobro, nam vedno prisluhne pri vseh naših prošnjah, pobudah, kadar potrebujemo pomoč. Posebno vsako leto nam naklonijo določena sredstva pri miklavževanju in pa tudi določene projekte pri obnovi nekaterih stvari tudi priskočijo na pomoč. Gospod župan, lani ste uredili novo mrliško vežico v Mokronogu. Kakšen projekt je bil to? Ja, to je seveda, mrliška vežica je bila potrebna obnove. Šlo je za sanacijo notranjih zidov, nenazadnje kurjave, ogrevanja in hlajenja klime. Zamenjali smo okna, streho in seveda tudi toplotno fasado. Šlo je za znatna sredstva, preko 100.000 evrov, in seveda znotraj smo tudi preuredili prostore, na nek način pa zagotovili tudi en prostor župniku, da ima svoj prostor za preobleči takrat, kadar je pogreb. Ozvočenje smo na novo postavili, tako da kar tak zgleden projekt. In pa seveda zunaj smo naredili tudi vodni zbiralnik, se pravi po domače štirno, ki nam zagotavlja tudi vodo za zalivanje grobov. Gospod župnik, verjetno so zdaj slovesi prijetnejši, prijaznejši za vse. Kako je vse skupaj urejeno? Predvsem to, kar je tudi omenil že gospod župan, da imamo prostor, kjer se lahko duhovnik in tudi vsa asistenca v miru pripravimo za pogrebno slovo od pokojnika. Tako da je pridobitev te mrliške vežice obnovljene velikega pomena za naše delo. Gospod župan, kar nekaj projektov še načrtujete, kar se tiče urejanja župnijskih objektov. Kakšni so plani? Ja, ena je sigurno, to je projekt, ki ga bomo v letošnjem letu speljali skupno skozi participativni proračun, obnova zidu na Britofu, na pokopališču v Štatenberku. To gre kar za projekt, ki bo preko 20.000 evrov, in ko so ljudje dali pobudo, sva takoj se z župnikom slišala in se dogovorila, na kakšen način bomo to sofinancirali. Tako da jaz mislim, da se pravim, dobro sodelovanje v tej smislu. Verjetno bo v nekem krajšem obdobju treba razmišljati tudi o osvetlitvi Žalostne gore, zunanje razsvetljave, tako da kar nekaj stvari nas še čaka. Kako se veselite novih pridobitev, pa dobro sodelovanje z občino, kaj ne? Nove pridobitve in sodelovanje z občino je gotovo predpogoj za dobro delo župnije in tudi verjetno z druge strani občine, da imamo dobre odnose
ker delamo oziroma smo na enakem področju in delamo z istimi ljudmi, tako da zadovoljstvo teh ljudi je zelo odvisno od tega sodelovanja in povezanosti med nami. Gospod župan je omenil, da ste tudi padalec. Kako ste prišli do tega hobija? Mi je malo nerodno, ampak padalec, s padalstvom, jadralnim padalstvom se ukvarjam že več kot 30 let, vendar to zelo, zelo malo, glede na čas, glede na obveznosti, ki jih imam. Tako da v zadnjem letu, glede na to, da imamo blizu Listco, ki je vzletišče jadralnih padalcev, praktično sem bil na Listci samo enkrat, dvakrat. Tako da žal res mi zmanjkuje časa za ta hobi. Prelep hobi. Kaj vam je najbolj ljubo pri tej aktivnosti? Pri tej aktivnosti mi je najbolj ljubo ta prvinski občutek svobode, ki ga ima človek v zraku. Da praktično s tako majhno napravo, kot je jadralno padalo, lahko preletiš velike razdalje in upravljaš to napravo tako, kot si želiš, in prihaja do dviganj, prihaja do preletov in to je res en tak čudovit občutek, kjer te je tudi malo strah, ampak potem je vse lepo poplačano. Zanimivo. Gospod župan, preidimo malo na občinsko praznovanje. Med nagrajenci je Jože Novak, tudi nekako sodelavec gospoda župnika. Zakaj ga boste nagradili? Ja, jaz bi se še kar pogovarjal o tem letalstvu. Ste odprli temo, ki... Lahko mogoče najprej svojo izkušnjo poveste o tem. Kar prosim. Ja, jaz sem tudi letel pred leti, mislim, da je 15 let. Začel sem v Krila klub Krško, potem pa nadaljeval, smo ustanovili svoj klub v Šentrupertu. Prelet Šentrupert, ki deluje še danes. In seveda, zmajarstvo je takrat bilo bolj aktualno, kot je sedaj pa padalstvo bolj. Gre pa praktično za isti princip letenja svobode, ki jo na ta način doživljaš, in pa seveda lepote pokrajine v zraku, ne nazadnje pa to šport, kateremu se moraš tudi prepustiti in dati uložiti fan mnogo znanja in pa seveda tudi aktivnosti. Tako da, ja, to je ena taka tema, ki jo midva župnikom še nisva uspela zaradi časovne zavzetosti v samih aktivnosti v občini, on pa v svoji župniji. Jih nisva še imela čas odpreti, ampak vendarle debata je tista, ki potegne, in tisti, ki je enkrat leto prosto, na ta način živi za to. Ja, Jože Novak je pa seveda človek, ki v naši družbi, v naši lokalni skupnosti pušča svoj sled. Nenazadnje bil je tudi svetnik v krajevni skupnosti, bil je tajnik, blagajnik in pa predsednik v različnih društvih. Je človek, ki skrbi nekako za pogrebe, za izvajanje duhovne oskrbe ljudi. Pomaga župniku, je njegova tista prva roka, če se ne motim v tem smislu. In seveda je človek, ki je zelo skrben in pedanten pri teh stvarih. Tako da marsikaj, tudi ko smo gradili Mrliško vežico, ko smo jo obnavljali, je on svojim predlogi marsikaj doprinesel, da smo v tistem trenutku spremenili in prišli nasproti tudi župniji. Gospod župnik, kakšna vaša beseda o gospodu Novaku? Ja, gospod Jože Novak je praktično, lahko rečem, da mi odvrne skoraj toliko kot en kaplan. Naredi popolnoma vse in tudi pozna stvari že odprej, ko se mi zamenjamo, duhovniki, župniki, pridemo na neko področje, kjer ne poznamo običajev, tradicije, navad. In tako da je veliko pomoč prav pri tem, da mi svetuje,
je preudaren, je moder, skrben, tako da resnično pripravi vse stvari, da lahko mi duhovniki, župnik, delamo res samo tisto, kar je naše delo. Tako da se popolnoma zanesem na njega. Poleg tega pa tudi še na civilnem področju, kar se tiče pogrebov in tudi drugih stvari, ima velik, širok pogled v situacijo na področju župnije, cerkvenega življenja, verskega, kot tudi družbenega, občinskega. No, z občinskim praznovanjem bova nadaljevala gospod župan v drugem delu pogovora. Hvala lepa, gospod župnik Janez Dešar, ker ste bili naši in županov gost. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Gledalke in gledalci, torej zaključili smo pogovor z županovim gostom, nadaljujemo pa z drugim delom pogovora z županom. V studiu sva znova sama z županom občine Mokrono-Trebelno, Francem Glušičem. Gospod župan, nekaj smo že govorili o občinskem prazniku, 15. marec je to. Kakšno bo letošnje praznovanje? Ja, jaz rečem vedno tako, kot vsako praznovanje mora biti. Nenazadnje je to nek utečen protokol, ki nas zavezuje, da določene strani speljemo. Kulturi bo namenjeno, kulturnim vložkam, seveda tem ljudem, našim nagrajencem, ki bodo dobili priznanja. Minister Sajovic bo slavnostni govornik. Seveda na koncu pogostitev. Jaz verjamem, da bo praznik kot tak dobro speljan. Nenazadnje pa seveda ta praznik, tako kot vsako leto, spremljajo tudi mnogi drugi dogodki. Začne se nekako že z 8. marcem, ko je dan žena. Mučeniki pridemo kmalu za tistem na vrsto. Seveda potem je še vrsta drugih kulturnih dogodkov in pa vložkov. Za konec pa seveda v soboto po tej slavnostni akademiji v petek, v soboto Ahte Orglice, ki so znane daleč naokor in seveda predvsem v Sloveniji. In pa v nedeljo pa humanitarni pohod, kolesarjenje, žarjada za zbiranje sredstev za ljudi s različnimi potrebami. Vrniva se k vrhuncu praznovanja v srednji proslavi. Kdo so nagrajenci? Gospoda Novaka smo že omenili. Gospod Novak Jože, seveda naša svetnica, ki je umrla, Ana Vene. Jo na tak način nekako izkazujemo tisto zahvalo s posthumnim priznanjem. Potem je Rdeči križ, članice Rdečega križa seveda dobivajo, in pa bivši svetnik in pa predsednik krajevne skupnosti Stane Urek. Kako ponosni ste na te nagrajence? Verjetno je lepo imeti v družbi, v svoji občini takšne posameznike. Ja, jaz lahko rečem, da je v naši občini polno ljudi, ki so prizadevni, ki delujejo na področju humanitarnosti, družbenih dejavnosti. Nenazadnje tudi velikokrat vložijo veliko truda tudi za občinske projekte, ki se peljejo. Tako da jaz lahko rečem, da so to krasni ljudje, ki veliko svojega osebnega življenja namenjajo temu društvenemu življenju, življenju lokalne skupnosti in ki se trudijo, da bi drugi živeli bolje. Vedno pravim, da je take nagrade potrebno namenjati tistim malim ljudem, kajti če vidiš malega človeka, potem vidiš njegova velika dejanja. Prav na praznični dan se bo odvil letos že 26. mednarodni festival ustnih harmonik, Ahte Orglice, omenili ste ga že. Kako se veselite tega pomembnega dogodka? Ja, jaz mislim, da je to tradicija Mokronog, na nek način prireditev, ki je znana daleč naokoli, tudi mednarodno na nek način priznana. Z celega sveta so bili že glasbeniki pri nas. Gre za dogodek, ki je take dobrodošle narave, nenazadnje je pa prisotnih tukaj polno
bi rekel, glasbenikov, ki imajo znanje in s to harmoniko, z ustno harmoniko pričarajo marsikaj. Res je lepo poslušati izvajanje določenih zvrsti glasbe in tudi sam igram ustno harmoniko, sem samouk, oče mi je ko sem bil nekje star 7-8 let, mi je prvo ustno harmoniko za rojstni dan kupil in seveda me je naučil prvo pesenco na Planincah in to takrat naprej, kadar imam čas, tudi kdaj zaigram. Povejte, omenili ste že dogodke, kaj vse se bo dogajalo, pokrita imata vsa področja. Kaj pa je za vas mogoče najprijetnejši dogodek, ki se ga najbolj veselite? Ja, jaz lahko rečem, da so kar vsi dogodki pomembni, nenazadnje eno večjo težo drugemu dati je to na nek način bi bilo nekorektno z moje strani, vendarle sem župan in moram javno gledati na vse stvari enako. Je pa dejstvo, da me nekako najbolj pritegne ta mogoče žarjada, kolesarstvo, pohodništvo, ki ima nek humanitarni prizvok. Vsemu temu se mi zdi, da takrat ljudje pridejo, se poveselijo, dobre volje so in da naredijo največ tisto za neko skupino ljudi, ki so v težavah, ki imajo potrebe po teh zbranih sredstvih, da se jim ta sredstva tudi namenja in da hvaležne oči takrat največ povedo. Srce tistega, ki daruje, je pa neizmerno veselo in največje zadovoljstvo in mislim, da je to. Zadovoljstvo pa verjamem, da prinaša tudi participativni proračun občanom in občankam. Ponovno ga udejanjate letos, kakšni so načrti? Ja, ljudje so kar predlagali, ravno tako kot lani, izvrstne projekte. Jaz letos, ko hodim po seveda občini in nekako gledam vse tiste stvari, ki so bile zastavljene in pa dodelane skozi participativni proračun, so to res krasne stvari. Ljudje imajo polno idej in prav je, da jim daš možnost na nek način, da v svoji sredini, tam, kjer živijo, postavljajo s tem, bi rekel, družbenim denarjem še tisto neko pikico na i in imajo osebno zadovoljstvo, ko nekaj zgradijo, nekaj pripravijo, da jim na nek način popestri družbeno življenje. Kaj ste preko participativnega računa uredili lani? Ugraditev športnega dvorišča na Trebelnem, izpeljan je bil Kolopark. Kako? Kolopark? Ne, tisti smo posebej financirali. Rastejner so ga poimenovali, to gre za projekt gasilcev na Svetem križu, kjer so gasilci v bistvu pripeljali kontejner, ga zasteklili, noter pa namestili staro gasilsko opremo in je to nek muzejsko vrednost, tak muzejski kontejner, osvetljen po noč in res lep projekt. Na Svetem vrhu so igrala postavili za otroke, tako lepo igrišče, imajo mamice in otroci prostor, kjer se združujejo, tako da, ja, kar nekaj projektov, ki so res luškani, lepi, od vodnjakov do vodnih izvirov. Žal en projekt ni bil izpeljan, ampak vseeno. Mislim, da ljudje imajo voljo in da pravi ideje. Kolopark, omenili ste ga, Pump Track, kako je zaživel, kako je prišlo, kako ste prišli do tega projekta? Ja, ko greš po svetu, ko gledaš, se oziraš naokoli, seveda vidiš še marsikaj. Moram reči, da Mirna ima ta Pump Track, ga imela pred nami. Naši so ljudje in otroci so jih otroke vozili tja. Nenazadnje, potem, ko razmišljaš, kaj pa še narediti, ko iščeš finančna sredstva, ko vidiš razpis, je treba v tem trenutku tudi na hitro odločiti, biti agilen, pripraviti dokumentacijo in pa seveda potem speljati projekt do konca. Tako je tudi to ratalo na nek način, improvizirano, hitro in dogovorjeno.
In seveda, ko sem po tistem, ko je bil pump track narejen, ko se je prvi zapeljal otrok po tej stezi, sem popoldne, ko sem se recimo večkrat peljal domov, opazil, da je polno gor ljudi. Lansko leto smo še ene klopce postavili, zaradi tega, da lahko starši sedijo takrat, ko čakajo, pa nek smetnjak. In res veselje pogledati, ko vidiš, da služi svojemu namenu in da je polno otrok gor in pa tudi starejši se zapelja. Tudi sam sem se že enkrat. Tako da je pa kar zahtevna stvar, če hočeš res prav odpeljati, da nič ne vrti z pedali. Prava popestritev. Ja, mislim, da je pa tudi športno, je kar. Moram reči, da kar če 15 minut na pump tracku delaš pravilno, tako kot je treba, boš tudi kakšno kapljico znoja spustil. Lani ste izvedli kar nekaj zborov občanov v različnih delih občine. Kaj je bil njihov namen? Ja, seveda, zbor občanov je tista, bi rekel, tista gesta ali pa način druženja ali pa formalni sestanek, na katerega povabiš ljudi iz cele občine. Imeli smo enega na Trebenem, enega v Mokronogu, zaradi samega števila ljudi, ki si jih udeleži. Namen je to, da ljudje tam povedo svoje razmišljanja, kje so še potrebe, da se kaj naredi, tako na področju cest, športa, kulturnih dejavnosti, družbenih dejavnosti. In seveda te občni zbori je namen tudi tega, da te ljudi slišiš, ne, in da potem slediš njihovim željam. Saj lokalna skupnost kot taka mora biti taka, da na nek način ustvarja pogoje za dobro bivanje ljudi, za dobro druženje, za dobro počutje in pa da se seveda sledi željam teh ljudi. Nenazadnje sredstva so njihova. Ob zaključku lanskega leta pa ste bili pobudnik tudi še enega srečanja, dogodek Tudi turizem je gospodarstvo. Kaj ste želeli obelodaniti, se pogovoriti? Ja, mi smo odkupili grad, ki sem ga že prej omenjal. To je ena turistična, kulturna, zgodovinska znamenitost, ki je bo v prihodnjih letih potrebno urediti. Ravno smo dali izdelati PZI-je in pa projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Na programu za razvoj jugovzhodnih regije smo dobili nekako so nam garantirana sredstva v višini 664 000 evrov. Skoraj 200 000 evrov bomo vložili še lastnih sredstev v rekonstrukcijo tega gradu. In seveda to pomeni, da s časoma bo potrebno začeti vlagati tudi v turizem. Turizem kot tak pomeni za občino na nek način razvoj, prepoznavnost. Skozi turizem pa seveda se razvija tudi kulinarična ponudba. Nenazadnje tudi šport je del turizma in če gledamo malo navzven, pa tudi širše po Sloveniji, razvoj turizma kot tazga pomeni veliko pridobitev tudi za razvoj občine, nenazadnje pa samega gospodarstva. Ko si prepoznaven v občini, ko so prepoznavni podjetniki, kulinariki, potem imaš tudi možnost za obisk ljudi in seveda takrat za gastronomsko in kakšno drugo ponudbo še. Kakšni so načrti glede gradu? Zdaj so ruševine. Kaj nameravate? Kakšno zgodbo nameravate ustvariti? Ja, seveda prvo, kar je pripeljati infrastrukturo na grad, rekonstrukcijo zidov, da se utrdi. Trenutno imamo še vedno ugrajen grad z električnim pastirjem, tako da v letošnjem letu, ko zazeleni, nameravamo tudi vrniti naše grajske koze noter, tako da ne bo potrebno več čiščenja na tak način, kot je bilo v prvem letu.
Potem seveda sledi tudi ureditev tega prostora gor za prireditve, izgradnja grajske kleti, kavarne, južni del obzidja bo nekako rekonstruiran s pergolo in pa ozelenjenjem v obliko tega zidu, ki je bil takrat, ko je bil grad še, ko je še stal. Na južnem delu gradu pod gradom je zamišljen grajski vinograd, igrala na zahodnem delu za otroke, lesena igrala, za vzhodnem delu, ki se razteza na tem pobočju proti Stari pošti, za zelenitev in pa posaditev dišavnic, različnih cvetlic, tako da ja, kar nekaj stvari, ki nas še čakajo. Povejte, kako ste prišli do ideje glede koz? One so zdaj odgovorne za čiščenje tega zahtevnega področja, postale so prave zvezde vaše občine? Ja, jaz sem kar tako, bi rekel, tudi sam sem imel pred leti doma koze. Ko imam hišo zgrajeno, ko sem kupil, seveda je to že dalj časa stalo. Zaraščeno je bilo z grmovjem, z drevjem, z robidovjem in seveda koza je tista drobnica, ki vse to poje. Tako in skrbno počesti. Tako da izkušnja iz tega, ko smo se malo pogovarjali, kako bom naredil, kako bomo lotili se čiščenja gradu, seveda je padla ideja tudi na to, najprej malo za šalo, potem smo se pa kar odločili za res. Tako da naš podjetnik Kocen je tudi takoj priskočil nasprot s kozam, na drugi strani naš častni občan Bregant Janez, ki seveda pa pripravil pa tudi štalcev za njih, takrat, ko je potrebno to. Tako da zdaj trenutno so v hlevu, potem pa, ko zazeleni pa nazaj, pa da. Moram pa reči, da si je to kar tako prijetno prijelo. Nenazadnje so iz cele Slovenije klicali, tudi iz medijev, kaj in kako nas vklapljali v določene programe. Ljudje in otroci starejši so radi šli na grad pogledati kosce, kakšen kruh so nesli. Tako da ja, nek del družbenega življenja, nek del sredine tukaj, kjer se nekaj dogaja. Jih načrtujete tudi v prihodnosti v sklopu turistične ponudbe ohraniti? Pa kaj pa vem, mogoče pa res. Jaz se vedno pošalim, da grajski sir, grajski cviček, pa še kaj. Gospod župan, najin čas se počasi izteka. Morda za konec vaše sporočilo občankam in občanom, gledalkam in gledalcem ob vašem občinskem prazniku. Ja, iskrene čestitke vsem občanom in občankam za praznik občine. Jaz moram in zagotavljam lahko, da občina gre v pravi smeri, v smeri razvoja. Del te občine so ljudje in občina je del ljudi. In temu je tudi to namenjeno. Ljudem, da na ta način v tej sredini zagotavljajo svoje dobro življenje, da na nek način dobro živijo, da se dobro počutijo in seveda samo vztrajati je treba naprej pa iti v pravi smeri. Smer je bomo določili pa skupaj in seveda jo začrtali, verjamem pa tudi, da dosegli cilje, ki si jih bomo zastavili. Gospod župan Franc Glušič, to je bila vaša ura. Hvala lepa, ker ste bili naš gost. Hvala tudi vam. Hvala lepa tudi vam, drage gledalke in gledalci. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!